Naj povem, da gre pri vseh treh vsebinah po mnenju Slovenske demokratske stranke, ki je tudi v samih razpravah pri obravnavi vsebin vseh treh zakonov glasovala proti, da za nas vsebine niso bile sprejemljive, predlagatelji, torej Vlada Republike Slovenije, pa ni bila pripravljena kateregakoli od predlaganih vsebin z amandmaji, ki smo jih vlagali, upoštevati. Najnižja javnomnenjska podpora sedanji vladi daje dovolj argumentov za to, da vlada dela slabo in slaba vlada ne more pripraviti dobrih vsebin zakonov. Tako so se sindikati odločili, da bodo dali na preizkus zakon o pokojninski reformi. Mnogi nam očitajo, SDS je tista, ki hoče in želi referendum. Ni res. Sindikati so tisti, ki v tem konkretnem primeru želijo, da se o vsebini zakona o pokojninski reformi glasuje na referendumu. Vsebina, ki jo je vladna koalicija potrdila za potrebno večino v državnem zboru, v zakonu podaljšuje delovno dobo na letni ravni vsako leto, spravi za 6 mesecev, kar bi pomenilo, da še naprej pustimo mlad, izobražen kader, da čaka, medtem ko tisti, ki so danes utrujeni od dela, delajo do visoke starosti. Sedanja pokojninska reforma, govorimo o ropovi pokojninski reformi iz leta 1999, ni slaba in je vzdržna do leta 2015, kar pomeni, da bi se sedaj morali ukvarjati z pomembnejšimi vsebinami in v letu 2015 zaresno pripraviti pokojninsko reformo, kar pa pravim, sedanja to ni. Smo ena redkih demokracij, ki smo prišli tako daleč, da je vprašljivo, ali bo Slovenija na poti k grškemu scenariju še lahko črpala ta sredstva in gre dobesedno za zavajanje ali pa, oprostite izrazu, za nateg sedanje vlade in vladne koalicije, ljudstva v tem smislu, ko govorijo in strašijo, če predlagane vsebine ne bodo sprejete, potem nas pa čakajo hudi ukrepi, ki bodo udarili slehernega. Manjše bodo plače v javnem sektorju, manjše bodo pokojnine, pokojnine so že danes zamrznjene, plače v javnem sektorju so že danes zamrznjene in nateg v tem smislu gre prav v smeri, če pogledamo evropske razvite države ali pa nam primerljive demokracije, potem to pomeni, da v evropskih državah imajo na enega upokojenca 3 do 4 zaposlene, pri nas je na enega upokojenca 1,6 zaposlenih. In tu je ključ problema. Vlada ni znala sprejeti takšnih vsebin, ki bi zagotavljale vire v pokojninsko blagajno in v druge javne blagajne, zato je danes v hudih težavah.